prvič jo spoštujemo zakonodajo, ker če je ne bi, verjamte mi, da bi RTV danes bil drugačen. Ampak ne. RTV je najlepši način, kako spoštujemo zakonodajo in zato smo šli tudi na referendum, zato smo pa pripravili nov zakon, da bo lahko RTV depolitiziran. Na policiji je situacija zelo podobna, s tem, da ni potrebe spreminjati zakona, ker sta imela Lindav in Bobnar program, kako boste to izpeljala. Tisto, kar je pa naloga vlade, ne samo predsednika vlade, je da program, ki je bil nazadnje potrjen na volitvah pred imenovanjem vlade in v vladi sami, da se program izpelje. In še enkrat, gospod Lindav ima vsa pooblastila in jaz verjamem, da bo ta program tudi pripeljal do konca. Ker ni nobenega razloga, da ga ne bi. Povejte mi za konec, že imate kandidatko za novega notranjega ministra? Ne, nimam. In preprost razlog, zakaj ga nimam, je, ker nas je vse skupaj presenetilo. 10 dni nazaj nihče v vladi sploh ni vedel, da obstaja nek problem. In ker nihče v vladi ni vedel, da obstaja problem, se tudi nihče ni ukvarjal s kadrovanjem. Če bi bilo povod tega res, kar je zapisano, potem bi seveda že imeli kandidate, verjetno več njih, zagotovo bi že prišli v medije in bi že vedeli, koga bomo imeli. Ne, nimamo kandidata, ne verjamem. Sem pa 100%, da ta kandidat bo primarno strokovnjak, ki se bo pa zavedel, da ko vstopiš v politiko, prenehaš biti strokovnjak in postaneš politik. In to sporočilo je tisto, ki je pomembno. Pa ne zaradi nas. Ne rabi imeti strankarske izkaznice. Tudi ministrica Bobnarjeva je imela. Moraš pa razumeti, da v politiki se moraš pogovarjati, ne pa tiščati v sebi. Ampak se bo politika ustavila tudi pod novim ministrom? Pred pisarno generalnega direktorja policije novega, kako boste imenovali? Iz tega poročila tukaj, ki sem vam prej pokazal, nesporno kaže, da politika nikoli sploh ni vstopila v to pisarno.